Živijo, dobrodošli v medprazničnih ambientih. V današnji oddaji si bomo ogledali prikupno stanovanje brez notranjih vrat, kjer stanovalci in energija svobodno krožijo po stanovanju. Sledi nekoliko manj pretočno stanovanje, ki je nastalo iz dveh pisarn, in pokazali vam bomo gnezdo najslavnejšega čuka na svetu. Na obrobju Ljubljane živi družina Potrebuješ. Danes idilična rumena hiša je potrebovala številne predelave. Smo pred znano hišo v bližini Ljubljane. Sama hiša po sebi verjetno ne bi bila tako znana, če ne bi v njej živel najbolj znani čuk na svetu. To je seveda Jože Potrebuješ. Ko sta se spoznala, oba sta nekako iz tega okoliša, sta verjetno namenoma odločila, da bosta ostala doma na nek način. Ja, zelo sva si želela ostati v istem okolju. Iskala sva kar nekaj časa parcelo, da bi si zgradila hišo, ampak žal nisva našla primerne parcele, zato sva kupila že kar eno hiško s parcelo. Tako da imava zdaj v bližini starše, tako približno 4 km so stran oddaljeni in moji in Jožetovi starši, tako da se imamo fajn, smo hitro drug pri drugemu. Zgodba o družinskem domu se je z nakupom začela zapletati. S prvo arhitektko niso našli skupnega jezika, delavci pa so medtem že pričeli z delom na hiši. No in pa smo se en cajta lovili sem pa kaj, medtem sva midva že gradbenike zrihtala, so že tlele prišli na tisto bajto na pus bagri in so začeli podirati, na kar midva cele noči tuhtava, kaj narediti. Jaz sem bil že toliko na koncu, oziroma toliko sem bil že nezadovoljen, da sem rekel, da bova vse skupaj prodala, kar z delavci in urediti vse skupaj. Aha, prav resno sta razmišljala o tem? Resno. Kupila pa že prodala? Ja. Na srečo so jima prijatelji povedali, da na Vrhniki živi arhitekt, ki ima sam 3 otroke in jima bo gotovo znal pomagati. No, midva se dobiva od enega Slavkota številko in še isti večer se dobimo na sestanku na Vrhniki v eni čumnati gor na vrh še, ker še ni imel tazga Nobel biroja, kakor ga ima zdaj. No, in to je bilo pa tisto, kar rečeš, se usedeš, pa se zmenaš, in da se začutiš en drugega. No, in za večina ljudi, ki so takrat tudi gradili, najnih prijateljev, pač le te letniki, ki še zdaj govorijo, pa že takrat so govorili, da jim je bil to en največjih stresov v življenju, tisto obdobje gradnje. Jaz lahko z zagotovostjo rečem, da tisto obdobje, ko smo mi gradili tole hišo, je bil en najlepših obdobij našega življenja. Arhitekt je nove načrte pripravil v rekordnem času. Svetoval pa jima je tudi pri notranji opremi, zato so vsi kotički hiše odlično izkoriščeni. V detaljih smo pa, moram reči, uživali. To pa vsak detajl, čeprav je bajta v resnici zelo enostavna in meni so v življenju enostavne stvari všeč, ne zakomplicirane, je vsaka stvar, od vsakega vogla tamle, pa to za vsako luknjo tamle ali pa za vsako omaro, vemo, zakaj je kaj. In takrat, čeprav, ker ti nekaj gradiš, v bistvu predvidevaš, kako se bo stvar potem nosila. Se pravi, sta že na začetku vedela, da bo tamle nek čuk, ki nas bo poslušal. Ja, glih če ne. Predvidevam, da vajni dve punci ravno tako sta glasbenici? Ja. Sta? Igrata tudi na klavir? Tudi obe punci imate narejeno nižjo glasbeno iz klavirja. Pa še višjo Potrebuješ. Eva igra tudi frajtonarco, obe ste zelo dobre pevke in v naši dnevni, sploh tlele od spodaj, je muska doma, klavir skoraj, ne vem, če ima 1 uro mer, ko smo mi doma. Dekliški sobi v prvem nadstropju sta svetli in dokaj prostorni, z velikima delovnima mizama, ki nudita dovolj prostora za učenje in ustvarjanje.
Petra, ti pa, ta tvoja soba ne zgleda tako tipično najstniška. Nimaš, ne vem, plakatov, posod, mojih postrov in tako naprej. Imaš pa vidim, da veliko svojih selfijev, ne? Ja, to so moje slice, ja. Ja. Drugač, do lanskega leta je bila tale soba čist prekrita s posterji. Aha, Ja, ja. In kdo je kraljeval? One Direction. Seveda, Ja. kar pa drugega. Potem sem se pa enkrat odločila, pa sem vse plakate dol pobrala, pa je bilo treba pa seveda sobo še prebeliti. In si jo sama prebila? Ja, Res? bratranca sta mi pomagala in Penzel pa ste delali? Ja. Super. Miza, delka miza nakazuje veliko znanja, veliko neke ustvarjalne delavnosti, ki jo premore tale soba s tabo red, verjetno. ja, na njej se učim, pa tudi veliko ustvarjam. Veliko moramo tudi za šolo delati, Si mislim, katera šola? srednja vzgojiteljska. Srednja Ja, v vzgojiteljica. Ljubljani. Bostušica. Ja, vzgojiteljska. Vzgojiteljca? Ja. Otrok? Ja, Manjših, mlajših? ja, To te veseli. ja, zelo rada, ja. Mlajša Eva na prostornem vrtu najraje skače na trampolinu. Eva, to mi povej, ja, za tele živalce, ki jih imate doma. Se pravi, kaj hotla? Ne, kdo je hotel imeti? Ti si hotela imeti kačo ali sestra, ne? V bistvu obe, da si za Miklavža najprej. Pitona. Ne, Ne. sam tako. Samo V tako bistvu kaj? bolj kakšne morske prašičke. Tako. Kaj ima to zdaj veže s kačo? Ja, ne vem, Petra si je nekaj hotla. Aha, Ampak pol je ugotovila, da so kakšni kužki pa to bolj družabni, a ne? ja, in ste pol mucka vzeli. Obe dekleti se v svojih sobah, ki ponujata razgled na veliko nogometno igrišče, odlično počutita, za kar je zaslužen tudi arhitekt Slavko Gabrovšek, ki je znal prisluhniti Andrejinim in Jožetovim željam. Gospod Slavko, vi ste z družino potrebuješ razvili en prav poseben odnos in to ravno preko tele hiše. Ja, naše srečanje prvo je bilo nek petek leta 1995. Prišla sta z prošnjo oziroma z neko zahtevo po mnenju, kaj si mislim o tem, kakšni so načrti in kaj bi se dalo narediti. Dokaj hitro smo ugotovili, da bi se marsikaj dalo urediti in zato sem jih zaprosil, da bi gradbeniki za en dan prekinili delo. Jaz sem pa čez vikend pripravil nove načrte. Prejšnji načrt, ki je predvideval ozek hodnik in številne majhne prostore, je gospod Gabrovšek korenito spremenil. Hiša je zdaj zračna, prostorna in svetla. Arhitekt je načrtoval tudi vso notranjo opremo, ki jo je mizar izdelal po meri in omogoča maksimalen izkoristek prostora. Veste, če ne želimo imeti prostorov polnih omar in polnih nekih dodatnih omejitev, je potrebno te stvari, te potrebne prostore za odlaganje stvari, ki nas obkrožajo vsak dan, najti na drugih mestih in to je pač delo za tistega, ki to vidi vnaprej. Namigujete na ekonomično izrabljen prostor pod stopniščem? Seveda Verjetno še druge rešitve? Tudi to. Zdaj, v takih prostorih, kjer zmanjka volumna, je treba tiste volumne, ki so na razpolago, izkoristiti čim bolj. Ja, ampak tukaj imam občutek, da je kar precej prostoren ta hodnik. No, in se mi zdi nekako... Ja, okoli naju je 6 metrov omare, tako da 6 metrov. za vašim hrbtom je 3-metrska omara, ki je hkrati obešalna stena in na tej strani podobno. Ja. Zanimivo se mi zdi tudi, kako ste v ta hodnik pripeljali svetlobo noter, naravno svetlobo, ne? Mislim, del. Ja, tako. Del je seveda z lučmi. Ob hodniku smo perforirali nosilno steno, kar je pač seveda tudi konstrukterju, s katerim smo odlično delali, povzročalo nemalo težav, ampak smo jih skupaj lepo rešili in mislim, da je bil trud in veliko napor vreden in je s tem poplačan. V zgornjem nadstropju so 3 spalnice in velika kopalnica, prostor pa je dobila tudi Jožetova glasbena soba, s katere je izhod na velik balkon.
To je ena taka soba, kjer so sicer v prvem planu moje kitare. Mnogi bi si predstavljali, da jih imamo vse tako lepo zložene, ampak temu ni tako, zaradi tega, Vse imaš, vse so sprakirane tam. to pa so parkirane so v kovčkih, Ja, ja. ja. Pa niti to niso vse, to je samo del njih. Jih nimam pa tako na steni, kar je bilo prvotno mišljeno, zaradi tega, ker je kitare kar bolj, da so v kufrih, drugače s časoma malo obšlesajo. Tako kot vsak pohištvo tudi malo obšlesa. Tale naš pohištvo je bil recimo po moje pred 20 oziroma 18 leti precej bolj svetov, vse tako mislim. Kitare pa ravno tako z leti tudi malo obšlesajo. Pa pomeni, da sta tisti dve kitari že odslužili svoje, ker sta tamle na steni gor, ali ne? Ok, pa sploh tale kitara je ena najbolj prestižnih pri nas. Narejena je bila ob stoletnici firme Gibson in jih je na svetu samo nekaj, pa ne bom niti povedal, koliko. Bož, da ne? Sploh, ko smo jih prej govorili, da smo s Slavkotom, oziroma ko smo gradili hišo in vse ostale stvari v tej hiši so se dogajale res same fajn stvari, razen enkrat, ko so nam pa pač ulomili v hišo. Res? Res. In pobrali kitare? Hvala Bogu, ne. Ne. Avto, pa kaj drugega. Aha, umetnost jih ni zanimala. Ja, točno to sem rekel, da niso bili glasbeniki, da niso vedeli točno, s čim imajo opravka, oziroma kaj bi s tem počeli. Jaz sem pa spal tam na par metrov, oziroma vsi smo doma spali. Hkrati? Ja. Res? A to je bila tista zgodba, ki te omamijo, pa zaspiš? Ja. A res? O, ja. In kako se temu zdaj obraniti? Noč potem, ja, seveda vse alarmne naprave, kamere in tako pač kar lahko narediš, pa varnostna služba, seveda. Pa varnostnega mucka imate spodaj, to sem pa To videl. bo ta bo hud, ja. Predrzni vlomilci so na srečo pustili pri miru tudi Jožetove bogate glasbene spomine. Tu so spravljeni viktorji, zlate in platinaste plošče. V tej sobi ali ob klavirju Jože ustvarja nove skladbe, s katerimi čuki zapolnjujejo glasbeni prostor že več kot četrt stoletja. Hiša družine Potrebuješ ni velika navzven, temveč navznoter in je za svoje stanovalce nadvse udobna. Andreja in Jože sta z arhitektovo pomočjo dobila dom, kakršnega sta si želela. Štiričlanska družina si je v 70 kvadratnih metrov velikem stanovanju zaželela več svobodnega gibanja. Prijateljica, seveda arhitektka, jim je pripravila načrt, ki je v stanovanje prinesel več svetlobe, svežine in možnost neskončnega kroženja. Arhitektka Maja Ivanič je mladi družini, ki je za dlje časa najela tipično stanovanje iz 80-ih let prejšnjega stoletja, pripravila izvirno rešitev. Nekoč trisobno stanovanje, prepolno vrat in nepotrebnih sten, je danes odprt, prijazen in topel dom, ki povezuje stanovalce. Najboljše rešitve so tiste, ki so prilagojene času, željam in potrebam naročnika. Kakšne so bile te pri vašem projektu? Ja, rešitev je prišla zelo spontano, namreč Tanja in Boban sta moja prijatelja in ko sta želela prenoviti stanovanje, je meni bilo predvsem zelo lahko vedeti, kakšen je njun način bivanja in poznala sem že stanovanje od prej. In po eni preprosti analizi teh prostorov, ki sem jih seveda si zrisala in tako naprej, sem hitro našla primerno rešitev. Uporabili ste tudi macolo, se pravi, ogromno sten ste podrli. Kaj ste želeli s tem doseči? No, naročnika, Tanja in Boban, sta me prosila, da naj prenovim stanovanje, ki je bilo prej klasično blokovsko slovensko stanovanje z mnogimi sobami. In seveda si nista predstavljala, da bo ta prenova pravzaprav pomenila tudi rušenje sten, rušenje večine sten. Porušili smo tiste stene, ki so pač ustvarjale mrtve površine, kot so hodniki, ker v takem majhnem stanovanju je škoda imeti preveč površin namenjenih hodnikom, stopnim prostorom.
Stanovanje smo uluščali do konstrukcije. Na srečo naročnika tega časa nista preživela v Ljubljani, ampak na počitnicah, in ko sta se vrnila s počitnic, sta se samo še vselila v stanovanje. V sredini je ena zanimiva omara, ki ima in funkcijo pač shrambe in tudi funkcijo nekega tampona med bivalnim in spalnim. Ja, stanovanje je razdeljeno na 3 cone, se pravi, midva sediva v bivalni coni, potem čisto na nasprotnem koncu so spalni prostori in zdaj, da ti prostori med sabo niso direktno povezani, smo med njih ustavili omaro, ki ustvarja takšno dvostransko pasažo. To je tudi cona, kjer sta kopalnica in stranišče, in to je mehak prehod iz bivalnega v spalni prostor. Se pravi, to je tudi cona, kjer se mogoče malo zvok zaustavi, ki ustvarja neko mejo med ljudmi, ki preživljajo mogoče malo bolj glasno življenje v bivalnem delu, v kuhinji in dnevni sobi, in med tistimi ljudmi, ki se mogoče že spravljajo k počitku ali pa imajo neke opravke, delo, ki delajo v tistih prostorih. Meni osebno je zanimiva osvetlitev, ki ni iz sten, ampak je nekako so lučke po stenah. Zakaj takšna rešitev in je bil mogoče to problem, pa ste reševali nek problem s tem? Svetloba je pravzaprav bistven element v stanovanju. 2 bistvena elementa sta pravzaprav. To, kaj vidiš, kam gledaš in kakšna je svetloba v vsakem prostoru. In svetlobo se da zelo veliko narediti. Jaz vedno poskušam najti ali pa skušam organizirati prostore tako, da so osvetljeni z večjih strani, tako da doživljaš svetlobo spreminjajočega se dneva. Pri umetni svetlobi pa poskušam prav za samo svetlobo ustvariti ambient. V stanovanju, ki je tako brez vrat in povezano, je zelo pomembno tudi ustvariti občutek neke zasebnosti, in svetloba, ki jo postaviš na pravo mesto, to omogoča. Se pravi, ne potrebujemo sten, ampak lahko svetlobo ustvarjamo te navidezne meje. Kako tak odprt prostor brez vrat vpliva na človeka, ki biva v tem stanovanju? To je ena zelo lepa izkušnja, ki jo priporočam, zato ker se čuti pretok energije, gibanje je svobodno. Po otrocih to velikokrat vidim, da kar spontano začnejo tekati po stanovanju, in če se oni dobro počutijo, je to definitivno. Ni loputenja z vrati, ne? Ne, ni loputenja z vrati, absolutno, ja. Kako je pa z zasebnostjo oziroma mogoče s hrupom, če nekdo gre prej spat? Otroke nikoli nisva navajala, da zaspijo v tišini, in kar se tega tiče, ne glasba, ne televizija, ne obiski, svetloba, niso bili nikoli pač nek razlog, da se ne spi ali pa da se ne gre pač v posteljo, kadar je treba. Odprtost prostora sama po sebi ne pomeni, da se lahko udre v mentalni ali pa fizični prostor posameznika ali pa drugega člana družine. Tanja v stanovanju vselej rada poskrbi za spremembe. Že od nekdaj sem zelo rada pač prestavljala pohištvo in menjala. Ja. Tako da v bistvu ta prostor omogoča, da je lahko pač jedilnica, spalnica, da se otroška soba v bistvu prestavi v delovno sobo ali pa v spalnico. In kaj vas navdihuje? Zakaj počnete to? Nikoli o tem nisem razmišljala, pravzaprav. Ampak tako kot po zimi ali poleti nas druge barve, pa druga oblačila, pa druge jedi pač privlačijo, tako je tudi s prostorom. So spremembe, ki so vedno dobrodošle. Ko začutite, pač se spreminjajte.
Poslovni prostori se lahko spremenijo tudi v domovanje, ki nudi vse, kar je potrebno za udobno bivanje. Tudi iz pisarne se da narediti zelo udoben in praktičen dom. Pri obnovi je bilo treba upoštevati zakonitosti 100 let stare hiše, ampak čar celemu stanovanju da pa razsvetljava. Razsvetljava v prostoru, ki je precej temen, ampak zato nič manj sladek. Dve dekleti sta imeli tukaj pisarne, ta soba je bila predeljena, tako da je imela vsaka svoj del. Tukaj sta imele pa ob vhodu... Kaj to pomeni, da je bila stena tukaj? Stena. To je mogli podreti? Stena, ja. Aha. Tukaj ob vhodu je bila pa garderoba, pa ena taka mini čajna kuhanca. Aha. Tako da, ko se je pa ena od deklet odločila, da bi tukaj stanovala, seveda smo pa naredili načrt, kako bi to prenovili, kako bi zasnovali to majhno stanovanje. In je kar službo prinesla domov? Ja, skoraj. Ja. Oziroma sta našli drugje prostor, tako da je to samo njeno zdaj za intimno. In zaželela si je, moje stanovanje bo pa zelo svetlo stanovanje in polno luči. Ja, prav tako je res malo še z mojo pomočjo, ker sem ji povedala, da bo tukaj zelo malo dnevne svetlobe imela ali pa sončka zelo malo pride noter. Tako da sem se odločila, da bo poudarek na razsvetljavi in idealen prostor je bil, ker je visok, traverze so in odločitev je padla, da se kar v te traverze napeljajo kabli, spustijo malo bolj atraktivne luči, ki so prostor tudi vsebinsko bolj napolnile in seveda dodatno mu dale željeno svetlobo. Ki sem jih namestila zato, da se je ta obok še bolj poudaril, pa tudi tako zvečer ob gledanju TV-ja je ta razsvetljava čisto dovolj. In dosegla sem pa tako, da se je tukaj sprednji del, to je knauf, a ne? In smo s tem, z distanco 10 cm odstopanja od stene dosegli ta dvojni učinek, predvsem, ko se prižgejo luči. Tudi brez luči je opazen, tako pa pač še bolj. In je kot neka slika v okvirju. Kuhinjska stena je prepleskana starim pleskarskim valčkom, ki v stari stavbi hkrati deluje dekorativno in sodobno. Električna omarica, ki se je ni dalo prestaviti, je zakrita za sliko. Saj veste, tako kot knjige pogosto podpirajo omare. Kaj pa je to na tleh? Videti je nekaj lesenega, tako kot tale stavček. Ja, pa ni les. Ne, ni les. Sam deluje pa zelo, tak še malo tak hrapov, grob. Ja, vinil je, to je pa iz enoumetne mase. Isto, kot so bile vinilske plošče včasih delane, je to to? Podobno. Bolj posodobljeno, s tem, da so videz posodobili in so naredili pač različnih nijans, odtenkov in videzov. Imaš bolj tak gladek parket. Ampak v čem je pa razlika med tem vinilom pa recimo laminatom? Ja, bolj prijeten je za hojo po njemu, bolj tudi, če si bos, a ne, laminat je malo hladen. Potem sama postavitev v prostor ni problematična, ker se sestavlja na klik. Idealen je za čiščenje, ne vpija madežev, skratka, sam se čisti. Čudovit. V spalnici, ki jo krasijo lepljene tapete, so visoke strope znižali in tako ustvarili intimnejše in prijetnejše vzdušje. Poskrbeli pa so tudi za prihranke pri ogrevanju. Nad stanovanjem so navdušeni vsi, ki prestopijo njegov prag. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Hvala, ker ste bili z nami in ne pozabite, čaka nas še veliko zanimivih zgodb. Vidimo se prihodnji teden, ko si bomo ogledali prenovljeni skedenj na Gorenjskem, ki pod starodobno lupino skriva neverjetno moderno notranjost,
sodobno poslovno stavbo v Ljubljani in kako je lastnica novega stanovanja le tega predelala še pred vselitvijo.